Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci bistriške kabelske televizije v septembru ali kimavcu, ki se že preveša v zadnjo tretjino. Namesto da bi pričaral lepe jesenske dni, pa kima kot utrujena starka za pečjo in nemo spremlja katastrofalne posledice vodnih ujm in izgubljenih človeških življenj. In kot je rekel Levstik v Martinu Krpanu, minister Gregor pa nič. Pa se le gre za prispodobo, mar ne? Kljub čemernemu vremenu pa smo te dni zabeležili obilico dogodkov, med njimi tudi spomin na žrtve Prve svetovne vojne, ki so bile mnoga desetletja po krivici zamolčane. Več o vsebini informativne oddaje pa v nadaljevanju. Četrta generacija ameriških in kanadskih Slovencev na obisku v domovini svojih prednikov. V Šmartnem na Pohorju obnovili in razširili vrtec. Krajani Črešnjevca izbrali za svoj praznik začetek osnovnošolskega izobraževanja. Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju s smelimi koraki po poti razvoja. Tudi bistriška občina se pridružuje evropski kampanji Tedna mobilnosti s sloganom Naše ulice, naše odločitve. Na Zgornjepolskavskem pokopališču so se poklonili spominu domačinov, žrtev Prve svetovne vojne. Na Zgornji Polskavi tatovi odnesli 240 kg pražene kave in gotovino. V športu o dnevu ameriškega nogometa in igrah mladih nogometašev. V rubriki Lokalne novice objavljamo nekaj dogodkov, ki smo jih posneli tako v mestu kot širši okolici bistriške občine. V petek 12. septembra smo v Slovenski Bistrici srečali skupino ameriških in kanadskih Slovencev oziroma četrto generacijo, ki si je želela ogledati Slovenijo in zibelko svojih prednikov. Pripotovali so iz 5 ameriških držav in Kanade. Na 13-dnevnem popotovanju po Sloveniji so si ogledali znamenitosti obalnih mest, prestolnice, turističnih biserov Bleda in Bohinja, lepote Bele krajine, obiskali so prestolnico Štajerske in eno najstarejših mest Ptuj. Mudili pa so se tudi v Slovenski Bistrici, kjer so si ogledali grajske zbirke, pokušali grajsko vino, v Viteški dvorani sta jih sprejela direktorica Zavoda za kulturo Herta Žagar in župan dr. Ivan Žagar. Sprehodili so se tudi po mestu in si ogledali nekaj njegovih znamenitosti. Pogostitev pa jim je pripravil v svoji restavraciji tudi znani gostinec Mirko Kukovič. Prav tako v petek 12. septembra smo se mudili tudi v Šmartnem na Pohorju, kjer je tamkajšnja šola odprla obnovljen in razširjen vrtec za najmlajše iz svoje krajevne skupnosti. Prostor za vrtec se nahaja v osnovni šoli, glede na potrebe pa ga je bilo treba razširiti in obnoviti. Naložba, ki jo je v celoti financirala občina Slovenska Bistrica, je bila vredna 30 000 evrov. Vrtec, ki je dislocirana enota šole, opravlja predšolsko vzgojo po predpisanem učnem načrtu za vrtce. V oddelek, ki trenutno šteje 17 malčkov, vključuje otroke od 1 do 6 let starosti. Vrtec je umeščen v lepo naravno okolje in tesno sodeluje tako šolo kot krajem. Otrokom omogoča primarno potrebo po gibanju in skozi igro tesno povezanost z naravo. Vrtčev program je obogaten še s pravljičnimi urami, knjižnim nahrbtnikom, športnimi dejavnostmi, zeliščno gredo in drugimi projekti. Za starše pa je pomembno tudi to, da jih povezuje s svojimi malčki ob različnih praznovanjih in druženjih. V soboto 13. septembra je na Črešnjevcu potekala sklepna slovesnost ob obeležitvi praznika krajevne skupnosti. Krajani Črešnjevca so si za svoj krajevni praznik izbrali 15. september kot spomin na začetek osnovnošolskega izobraževanja, ki se je začelo leta 1833 v kaplaniji na Črešnjevcu. Prav osnovna šola je tista, ki povezuje vse krajane, njihova doživetja, uspehe, je čas spominov, ki nikoli ne bodo zbledeli. Letošnje 5. praznovanje je potekalo od 5. do 13. septembra. Vanj pa so vključili pester program, tako da je lahko vsakdo našel kaj zase.
Začelo se je s športnim vikendom, nadaljevalo s kolesarskim trimom, otvoritvijo lokalne ceste, nadaljevalo s potopisnim predavanjem, pohodom, svoj prispevek pa so dodali tudi lovci. Ribiči so pridno namakali trnke, slišati je bilo ubrano petje. V sklopu praznovanja so predstavniki krajevne skupnosti položili venec k spomeniku NOB. Na osrednji proslavi so podelili priznanja krajevne skupnosti. Simon Unuk, predsednik sveta krajevne skupnosti, pa je v svojem poročilu nanizal nekaj podatkov o delu in načrtih krajevne skupnosti. Sledil je koncert, naslednji dan pa še tradicionalno srečanje starejših krajank in krajanov. Na pokopališču na Levarju na Zgornji Polskavi so spomladi pričeli z obnovo srednjeveškega obzidja, pri njegovi sanaciji pa naleteli na pritrjene spominske plošče, posvečene padlim domačinom iz Prve svetovne vojne. Ker gre za redek pomnik na strahote vojne na Slovenskem, na Štajerskem pa za edinega, je krajevna skupnost skupaj z Bistriškim zavodom za kulturo in Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Maribora sklenila plošče obnoviti. Letos obeležujemo 100 let od začetka tako imenovane Velike vojne, ki je trajala od leta 1914 do 1918. In je pomenila razpad Avstro-Ogrskega cesarstva ter nastanek novih držav, med njimi tudi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Majhen spopad na Balkanu je prerasel svetovno morijo, ki je terjala 37 milijonov mrtvih, ranjenih, zajetih in pogrešenih vojakov, vojnih invalidov, vdov, osirotelih otrok, številne civilne žrtve, uničene domove, gospodarstvo in nepopisno lakoto. Avstro-Ogrska monarhija, kamor je sodila tudi Slovenija, je beležila 1,4 milijona žrtev. Iz slovenskih pokrajin je moralo na bojišča med 160 in 180 tisoč vojakov. Okrog 35 tisoč se jih ni nikoli vrnilo na svoje domove. V sredo 17. septembra so na pokopališču na Levarju pripravili spominsko slovesnost in se poklonili spominu tudi domačih žrtev Prve svetovne vojne. Na slovesnosti je nagovor pripadel dr. Ferdinandu Šerbelju. Obnovljene spominske plošče pa je blagoslovil dr. Stanislav Lipovšek. V torek 16. septembra smo se ponovno mudili v Šmartnem na Pohorju, kjer je predsednik sveta krajevne skupnosti Modest Motaln predstavil delovanje krajevne skupnosti, njihove dosedanje uspehe, izpostavil pa tudi problematiko, s katero se ubadajo. Mogoče uvodoma nekaj demografskih podatkov o krajevni skupnosti Šmartno na Pohorju. Ja, krajevna skupnost Šmartno na Pohorju je velika 57 kvadratnih kilometrov. Tukaj živi približno 1200 ljudi, 300 gospodinstev in pa okrog 70 kilometrov cestne infrastrukture je tukaj na tem območju. Nedolgo tega ste gostili tudi podobe bistriških domačij. Gre za tradicionalno prireditev, ki je bila tokrat organizirana 18. po vrsti v sodelovanju z občino, razvojno-informacijskim centrom in pa različnimi društvi ste pripravili zelo pester in bogat program. Ja, tako je, 3-dnevna prireditev je poskrbela z naborom najbolj zanimivih dogodkov tukaj v Šmartnem. Pokazali smo, kaj v kraju imamo in pa tisto prepričanje, da je Šmartno tranzit za turiste, smo skušali s tem ovreči in seveda pokazati, da lahko tukaj v Šmartnem ljudje veliko dobrega in pa lepega doživijo. No, ob tej priložnosti smo pa izdali tudi prvi turistični vodnik po naši krajevni skupnosti, torej Šmartno na Pohorju in okolica. Seveda pa smo tudi obiskovalce popeljali po najbolj zanimivih turističnih atrakcijah pri nas. Pred kratkim ste odprli tudi prenovljene prostore otroškega vrtca, ki deluje v sklopu osnovne šole. Vprašanje, ki je tu v pohorskih koncih vselej aktualno, seveda je, kako je z naraščajem oziroma nataliteto v teh zadnjih časih. Ja, tako vrtec smo približali krajankam in krajanom, tako da smo skupaj z osnovno šolo in pa občino Slovenska Bistrica naredili korak naprej, razširili vrtec, torej iz ene učilnice v dve, torej da je prava igralnica, spalnica, sanitarija za malčke in pa seveda tudi terasa pred vhodom vrtec oziroma pri vrtcu. Če je bilo lani vpisanih 7 otrok v vrtec, jih je letos 17, kar je dober podatek. Seveda
tudi zato, ker smo delovni čas vrtca razširili. Sicer pa nataliteta nekako ostaja konstantno na enakem nivoju po naših podatkih, seveda, je pa tudi seveda bila do zdaj težava v tem, da vrtec ni bil dovolj časa odprt in pa da so krajanke in krajani vozili otroke v dolino. No, ta trend smo sedaj obrnili in pa upamo, da v prihodnjem letu ob tem času lahko rečemo tudi, da bomo imeli torej polno skupino otrok. Na območju krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju prebiva približno 5% vseh prebivalcev občine Slovenska Bistrica, ampak za voljo tega seveda problematika krajevna, komunalno-cestna seveda ni nič manj pereča. Ja, to se trudi že kar nekaj svetov krajevne skupnosti. Tudi mi smo naredili s tem korak naprej. Veliko cest smo asfaltirali, veliko cest vzdržujemo, vendar je potrebno povedati tukaj, da nam pa velik del stroška predstavlja zimska služba, ki je bila recimo v prejšnji sezoni enormno visoka, 57 000 evrov. Tako da smo komaj lahko pokrpali ceste oziroma jih spravili nekako v prevozno stanje v rednem vzdrževanju. No, tukaj si morda želimo tudi kakšnega drugačnega deljenja sredstev. Z občino smo naredili tukaj korak naprej, torej smo dosegli povišanje financ za zimsko službo. Prav tako pa je veliko cest do osamljenih kmetij dolgih po kilometr, 2 kilometra in tukaj je potem seveda zalogaj finančni, tako za krajevno skupnost, kot tudi za krajane zelo velik, ampak trudimo se v tej smeri in mislim, da lahko v naslednjih par letih torej dosežemo tudi to, da bomo imeli v krajevni skupnosti nekje 70% cest tudi asfaltiranih. Še beseda dve o realizaciji programa krajevne skupnosti v letošnjem letu. Ja, letos smo začeli z izgradnjo parkirišča oziroma tudi končali izgradnjo parkirišča za 14 avtomobilov. To je bila kar dolgoročna želja krajank in krajanov. Prav tako smo skupaj z občino uspeli prenoviti zdravstveno postajo in pa, kot smo že omenili, vrtec. Prav tako pa tudi ceste, kot smo že prej omenili, veliko smo vlagali v investicijsko vzdrževanje cest, torej odvodnjavanje in tako naprej. Prav tako pa še nekaj malega asfaltiranja, vendar je večina teh investicijskih sredstev v letošnjem letu šla prav za izgradnjo parkirišča, asfaltiranje obstoječega parkirišča, tudi zraven pokopališča. Prav gotovo pa tudi smo, tako kot vsa leta v mojem mandatu, podpirali lokalna društva in organizacije v kraju, saj se zavedamo, da smo brez njih tako rekoč bosi in nagi. Pred vrati so lokalne volitve. To je seveda še ena priložnost, da krajani občani ocenijo uspešnost delovanja krajevnih funkcionarjev. Menda kandidirate tako za občinski svet, kot seveda tudi za svet krajevne skupnosti. Ja, res je, odločil sem se, da po 4 letih dela, po 4 letih zastavljanja poti in utrjevanja poti poskusim zopet in tako v krajevni skupnosti naredim en doprinos k razvoju v naslednjih 4 letih. Prav tako pa mislim, da je pomembna vez med krajem in pa občino tudi ta, da bi torej lahko sedel kot občinski svetnik v novi sestavi občinskega sveta. Tudi zato sem seveda kandidiram. Prav tako pa gledam tukaj širše, kaj lahko jaz kot mlad človek, kot človek, ki imam nekaj izkušenj tudi z drugih področji, prinesem in pa doprinesem samemu lokalnemu prebivalstvu, ne samo na Šmartnem, ampak tudi tukaj Tinje, Kebelj, krajevna skupnost Impol in pa širše v Slovenski Bistrici. Mislim, da je vsak razvojni projekt potrebno podpreti. Občina Slovenska Bistrica letos že 7. sodeluje v evropski kampanji Tedna mobilnosti. Letos poteka pod sloganom Na ulice pripeljamo smeh, druženje in zdravje. Poudarek je na invalidom prijazni infrastrukturi in oživitvi mestnega jedra. V okviru dejavnosti so pripravili tudi urbane sprehode, vodene sprehode po Slovenski Bistrici, s katerimi želijo predstaviti utrip mestnega središča z namenom promocije trajnostne mobilnosti v mestih. Uvodoma sta v torek, 16. septembra, arhitekta Igor Kraševac in Miran Krivec predstavila posebnosti starega mestnega obzidja in grajskega parka. Sprehoda se je udeležil tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, ki je ob tej priložnosti povedal nekaj več o možnostih nadaljnjega urejanja mestnega središča.
Čemu bi torej po vašem mnenju morali v prihodnje posvetiti največ pozornosti? Ja, zdaj moram reči to, da to urejanje mestnega jedra že poteka. Seveda to urejanje je povezano tudi z izgradnjo vse potrebne infrastrukture. Moramo se zavedati, da ob tem, ko se tudi vizualno stvari urejajo, se s tem ureja tudi vprašanje vodovodne oskrbe, vprašanje odpadnih vod, meteorne kanalizacije, nenazadnje pa gre tukaj tudi za IKT infrastrukturo. Tako da to je vse sestavni del in to dodatno seveda veča zahteve. Zdaj, kar zadeva torej samega urejanja, mi smo pristopili v bistvu na dva pristopa. Prvi je ta, ker je ideja o urejanju iz centra navzven. Zdaj en del tega glavnega trga je že bil v veliki meri urejen, treba še nekatere malenkosti sicer postoriti, tudi v povezavi z ureditvijo torej Partizanske proti Impolu. Naslednja točka je vsekakor Gradišče kot ta najstarejši del mesta, tudi tam se že pripravljajo idejne zasnove in mi smo zato že tudi načrtovali nekatera sredstva. Seveda je pa za tem urejanjem vsekakor povezan promet, ampak v najširšem pomenu besede, ne govorimo seveda o tem gibajočem prometu, kolesarstvu, tudi peš stezah in nenazadnje tudi v parkiranju. In vse te stvari treba imeti vkomponirane. Je pa seveda samo urejanje v veliki meri vezano tudi še z enim projektom, ki pa je pravzaprav vitalen, to je ta izgradnja južne oziroma zahodne obvoznice v povezavi z nadaljnjo širitvijo industrijske cone Impol. To bo vsekakor preneslo razbremenitev mestnega jedra z vidika tega težkega prometa. Jaz osebno sem tudi mnenja in se strinjam s tistimi, ki menijo, da je pa potrebno en del prometa v vsakem primeru v mestnem jedru ohraniti, če želimo zagotoviti, da bo to mestno jedro tudi sicer na nek način živelo. Zdaj, kar zadeva urejanja, je to povezano tudi z urejanjem torej samih objektov. Občinske objekte smo mi vse do ene mere tudi že zdaj na teh potezah, o katerih sem govoril, kar dodatno nekoliko uredili, tudi z tega vizualnega vidika. Je pa res, da bo potrebno seveda na tem še nadaljevati. No in pomembno je pripeljati tudi življenje v samo mestno jedro. Zdaj en del tega oživljanja tudi z tega vidika je povezan seveda tudi recimo z neko širitvijo gostinske ponudbe in tudi siceršnje ponudbe na samem trgu. Tako da gre za to, da je pač v prihodnje treba na teh začetnih iniciativah, ki že potekajo kar nekaj časa, nadaljevati. Ob tem pa je treba vsekakor razmišljati tudi o še dodatnih, verjetno strateških dolgoročnih opredelitvah, kot je reševanje nazave prometa tudi na pohorski del, predvsem kar se tiče Šmartnega. Ampak to so pa seveda zelo veliki zalogaji in bo pač treba imeti v vidu prihodnje. Mislim, da bo potrebno seveda tudi kar predvsem naporov pa narediti na tistem področju, ki pomeni seveda zagotavljanje finančnih virov. Od 26. septembra do 4. oktobra bodo po vsej Sloveniji potekali dnevi evropske kulturne dediščine. Številni organizatorji so v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine pripravili bogat program, zdaj že tradicionalne prireditve. Po vsej državi bo na ogled kar 350 dogodkov v 121 krajih. Letos bodo posebno pozornost namenili širjenju znanja o kulturni dediščini med mladimi. Zato so k sodelovanju povabili vrtce in šole ter prireditev naslovili Dediščina gre v šole. Letošnje dneve evropske kulturne dediščine bodo slovesno odprli v petek 26. septembra v Slovenski Bistrici. V okviru celodnevnega programa bodo obiskovalcem predstavili bogato kulturno in naravno dediščino občine Slovenska Bistrica. Prireditev so v sredo 17. septembra na novinarski konferenci v prostorih Bistriškega gradu podrobneje predstavili župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, vodja mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Srečko Steinbacher in koordinatorka prireditve Nataša Gorenc. Kot je poudarila slednja, so zelo zadovoljni z odzivom vrtcev in šol ter še posebej pohvalila dejavnosti Bistriškega vrtca, bistriških šol in Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica.
zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs, brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, frizerjev, cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Lokalne volitve 2014. V četrtek 18. septembra je občinski odbor Slovenske ljudske stranke Slovenska Bistrica v hotelu Leonardo organiziral tiskovno konferenco, na kateri so predstavili listo SLS za volitve v občinski svet. Stranka je kompletne liste za občinski svet vložila v vseh 4 občinskih volilnih enotah. Spregovorili so tudi o ostalih aktivnostih v zvezi z letošnjimi lokalnimi volitvami. In zdaj pri sestavi naše liste smo mi sledili torej tudi temu našemu sloganu. Zato si upam trditi, da je lista izjemno kvalitetno sestavljena. Na eni strani vključuje vse generacije, tiste, ki lahko kandidirajo, od najmlajših do tudi najstarejših, torej od tistih, ki so še recimo v študiju, do tistih, ki so že upokojenci. Na drugi strani pa smo z listo pokrili, torej tudi skozi izkušnje, skozi znanje, celoten spekter vsebin, ki jih mora občina pokrivati. Tudi po izobrazbeni strukturi, tako da imamo na listi od doktorjev znanosti do ljudje, ki delajo po različnih poklicih, tudi kmetovalce. Skratka, za to našo listo mi v celoti pokrivamo tisto, kar sledi iz našega programa, kar pomeni seveda, da s tem tudi v občinskem svetu popolnoma strokovno pokrivamo ta naš program. Zdaj pri listi smo seveda morali slediti tudi tem zakonskim določilom, tudi kar zadeva tako imenovanih spolnih kvot, pri čemer smo tudi na tem segmentu mi šli še korak dlje. V bistvu imamo pravzaprav polovico predstavnikov oziroma 16 predstavnikov in 15 predstavnic. Lokalne volitve 2014. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti obravnavali 16 kaznivih dejanj, od tega 9 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari in 4 ostala kazniva dejanja. Poljčane. Iz odklenjene stanovanjske hiše je izginilo 2500 evrov. Storilec neznan, iz gostinskega lokala pa je storilec odnesel nekaj žganih pijač in manjšo vsoto menjalnega denarja. Škode je za 500 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani zmikavt je z dvorišča osnovne šole odpeljal zaklenjeno kolo vredno 150 evrov. Na osebnem vozilu pa je neznani nepridiprav prerezal 2 pnevmatiki, škode je za 400 evrov. Iz garderobe v telovadnici pa je izginila denarnica z dokumenti in bančno kartico, škode je za 100 evrov. Zgornja Polskava. Neznani storilec je vlomil v kombinirano vozilo in ukradel 250 kg pražene kave ter večjo vsoto službene gotovine. Škode je za 12 000 evrov. Preloge.
Z dvorišča stanovanjske hiše je storilec odpeljal 100 kg bakra, škoda je za 200 evrov. Pragersko. Za 150 evrov škode je neznani storilec povzročil lastniku stanovanjske hiše, ker je s kamnom poškodoval okno. Policisti so zabeležili še 10 prometnih nesreč, izdali 38 plačilnih nalogov, podali 3 obdolžilne predloge na sodišče in začasno odvzeli 6 vozniških dovoljenj. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 9-krat. V okviru Zveze za ameriški nogomet Slovenije letos potekajo reprezentančne priprave in turnirji drugega državnega prvenstva v brezkontaktnem ameriškem nogometu oziroma tako imenovanem flag footballu. Na tekmovanjih sodeluje 10 ekip. Dan ameriškega nogometa, imenovan Bistrica Bowl, so v nedeljo 14. septembra izvedli tudi v športnem parku v Slovenski Bistrici. Na zanimivem športnem dogodku se je pomerilo okoli 100 igralcev iz 8 ekip. Zaradi svoje preprostosti je flag football kot enostaven šport primeren za različne stopnje tekmovanj. Igrajo ga namreč tako mlajši in starejši kot tudi ženske. Namen same igre je, da napadalna ekipa pride v nasprotnikovo končno cono. To lahko naredi z različnimi akcijami, po zraku s podajo ali pa po tleh s tekom. Edina omejitev je število omejenih napadov, kjer je potrebno priti čez sredino igrišča v zgolj 4 poskusih. Drugače morajo predati žogo nasprotniku, ki začne napad na liniji črte napada v svoji končni coni. Če jim pa to uspe, imajo dodatne 4 poskuse, da pridejo v nasprotnikovo končno cono in dosežejo 6 točk za tako imenovani touchdown. Obrambna ekipa se seveda trudi čim prej zaustaviti napad, to pa naredijo tako, da izpulijo zastavico tistemu napadalnemu igralcu, ki ima žogo v posesti. Na mestu, kjer se je to zgodilo, se igra vstavi in od tam se nadaljuje naslednji poizkus. Tako se izognejo trku in podiranju igralcev, saj gre za brezkontaktni šport. Ekipa Werewolves iz Slovenske Bistrice je po 2-krat zmagala in izgubila. 40-61 je najprej izgubila proti moštvu Šport TV Ljubljana. V drugi tekmi so Bistričani s 45-27 premagali drugo ekipo Ljubljane Killer Bees. Nato jih je z 68-0 ugnalo moštvo Novo mesto Knights. V zadnjem dvoboju pa je Slovenska Bistrica s 50-13 slavila proti ekipi Domžale Tigers Junior. Mlajše selekcije nogometnega kluba Bistrica uspešno tekmujejo v medobčinski nogometni ligi Ptuj. Tako tudi dečki, letnik 2005 in mlajši, katere trenira Boris Kruder. V nedeljo 14. septembra so na igrišču z umetno travo v športnem parku v Slovenski Bistrici premagali Tržec s 13-0. Kaj spodbudnega reči za konec? Najmanj zamere je bilo včasih, če si se pogovarjal le o vremenu. Danes pa je lahko tudi to vroča tema. Upajmo, da bo tu in tam razmočeno zemljo ogrel kakšen sončni žarek, vrnil ljudem upanje, sploh pa tistim, ki so jih najbolj prizadele vodne ujme. S temi željami se za ta teden poslavljamo, več o dogodkih pa tudi v informativni oddaji naslednjega tedna. Pa srečno do takrat.